Lep dober večer vsem skupaj. Dovolite, da začnemo. Torej vsem skupaj, gospe, gospodje, lep dober večer, lepo popoldne v imenu Združenja za vrednote slovenske osamosvojitve. Na današnjem pogovornem omizju, ki ga prirejamo v spomin na 30-letnico nastanka zmagovite koalicije Demos, torej koalicije, ki nas je popeljala v samostojnost, v demokracijo, nas bodo nagovorili eminentni gostje. Jaz ne bom zgubljal veliko besed, razen to, da bom goste predstavil, potem pa bo besedo prevzela moderatorka, danes bo zadevo moderirala dr. Andreja Valič-Zver. Naši gostje danes popoldne pa so gospod Franci Feltrin, ki predstavlja Zelene Slovenije iz tistega časa, dr. Dimitrij Rupel, ki je bil takrat član Slovenske demokratske zveze, predsednik, ja, hvala za opozorilo, magister Branko Grims kot predstavnik Socialdemokratske stranke Slovenije, oziroma zveze, karkoli je že takrat bilo, zveze, Marjan Podobnik, predstavnik Slovenske ljudske stranke v tistem času, mislim, Marjan, da takrat, če niste bil predsednik, da nam tudi tukaj narobe rekel, in pa Ignac Polajnar, predstavnik Slovenskih krščanskih demokratov. Pridružil naj bi se nam tudi gospod Lojze Peterle, ki je na službeni poti, vendar je obljubil, da bi, ukolikor bi pravočasno prispel na Brnik, se tega omizja tudi udeležil, on pa bi tukaj nastopil seveda kot predsednik osamosvojitvene vlade. Torej vsem skupaj želim eno prijetno druženje z eminentnimi gosti in verjamem, da bomo tudi današnji zvečer izvedeli kaj novega. Andreja, izvoli. Hvala lepa gospodu Hojsu, predsedniku VSO za tale nagovor, uvod in spoštovane gospe in gospodje. Lepo vas pozdravljam na današnjem pogovornem omizju, kot je bilo že rečeno, namenjenemu 30-letnici demokratične koalicije Demos. Jaz sem pripričana, da bomo izvedeli marsikaj zanimivega, morda tudi še kaj takega, česar ne vemo. V čast mi je seveda, da sem bila povabljena kot moderatorka in v čast mi je seveda, da sedi z mano to pisano moško omizje in predlagam, da kar začnemo. Torej, ta pogovor sem si zamislila nekako kot morda nekaj mojih uvodnih besed, nekaj razmislekov ob 30-letnici Demosa, potem pa bom seveda dala glavno besedo tukaj gostom. Torej, nekaj uvodnih misli. Pred 5 leti, ob spominjanju 25-letnice nastanka Demosa, je znan slovenski zgodovinar, profesor dr. Darko Friš, dejal, da bo Demos z zlatimi črkami zapisan v slovensko zgodovino. Takrat se je v dvorani Slovenske matice na Evropskem večeru zbrala pisana množica poslušalcev, mnogi med njimi akterji, sopotniki slovenske pomladi. In v zraku je bilo po eni strani čutiti ponos na vsa ta dejanja, ki so se zlila v ta mogočen zgodovinski tok obračuna s komunizmom in pa začetkov demokratične tranzicije. Na drugi strani pa je bilo čutiti tudi grenkobo, tako kot danes, zaradi brezna, v katerega so slovensko državo pahnila stara omrežja, stara partijska nomenklatura in pa seveda njeni novi poganki. In namesto, da bi danes ponosno slavili 30-letnico Demosa, se včasih zdi, kot da vse, kar je dosegel, da je to vse odveč. Saj vemo, niti ob obletnici padca Berlinskega zidu, ki ga je slavila vsa demokratična Evropa in pravzaprav ves demokratični svet, slovenska država ni zmogla pripraviti nekega, recimo, večjega javnega dogodka v spomin na te prelomne čase in seveda, jaz bom rekla, tudi v znak hvaležnosti junakom tega obdobja. Slovenski narobe svet, če hočete, pač v skladu s svojo logiko slavi druga dejanja iz preteklosti. Tista dejanja, ki so bila namenjena ohranjanju nedemokratičnega, enopartijskega sistema
in so pravzaprav pomenila eklatantno kršenje človekovih pravic in temeljnih svoboščin. Potrebno je seveda poudariti ob tem, da mnogi v Sloveniji, med njimi tudi številni mladi, nažalost, naivno in z dobršno mero nevednosti verjamejo, zlasti v tako imenovanih mainstream medijih, večinskih medijih, ponavljajočim se trditvam, namreč, da je vsemogočna partija s svojimi transmisijskimi organizacijami, vemo, katere so bile, Socialistična zveza delovnega ljudstva, sindikati, borci, Zveza socialistične mladine, namreč, da je ta partija v 80. letih prejšnjega stoletja se do te mere demokratizirala, liberalizirala, da je pač uslužno, dobesedno položila oblast v roke demosu, sama pa se je skromno umaknila v ozadje in šla v Evropo. Kakšna potvorba zgodovinskih dejstev. Morda bo kdo cinično porekel, toliko slabše za dejstva. Ampak vsi vemo, da je najtežje biti prerok v tej gluhi lozi, ki resnici noče, ne zmore prisluhniti. Namesto pravih junakov pa časti zlata teleta v podobi medvojnih in povojnih morilcev, kršilcev človekovih pravic, šefov tajne politične policije, propadlih političark in tako naprej. Žal se Demosu in tej njegovi odločilni vlogi v prelomu s preteklostjo dogaja prav tisto, pred čemer svari znani družboslovec, pa je leve provenience, John Keane. Namreč v svoji vplivni knjigi o demokraciji Keane svari točno pred takim pozabljanjem in poudarjanjem napačnih zgodovinskih dogodkov in da je to lahko usodno za demokracijo. Usodno. In še zlasti to velja za tako imenovano krhko demokracijo, kakršna je Slovenija. Ampak bom rekla, da se vendar kljub tej prevladujoči govorici v javnem prostoru dogajajo premiki, vsekakor. Tako na polju zgodovinopisja, memoarov, publicistike, spominske literature, kot sem rekla. Namreč kljub pretežnemu molku osrednjih medijev se med Slovence prebijajo zapisi, ki pripovedujejo drugačne zgodbe. In če lahko omenim to svojo knjigo o Demosu, bom rekla, da na temelju zgodovinskih virov dokazujem tezo, da je bil pač Demos glavni akter tako osamosvojitvenih procesov, kot tudi začetkov demokratizacijskih procesov. Seveda ne zanikam vloge drugih procesov, drugih dejavnikov, ampak bistvene spremembe, bistvene reforme, bistvene te premike je pa vendarle tiste, ki so spremenili značaj sistema, je pa vodila in izvajala Demosova oblast. In to tezo, podkrepljeno z številnimi zgodovinskimi dokumenti, s tistimi, ki so bili pač pred nekaj leti dostopni, danes jih je več dostopnih. To tezo je nomenklatura seveda zavračala in ovirala na vse možne načine. Tudi z zavrnitvijo mojega doktorata, kar se je zgodilo tik pred zagovorom in kjer je svojo politkomisarsko vlogo odigral tedaj še nadobudni mladi obraz SD-ja Lukšič. Ampak resnica vedno prihaja na dan, ne glede na krčevite poskuse njenega utišanja. Pojavljajo se novi zgodovinski viri, pojavljajo se nove knjige, pričevanja, ki so zelo dragocena in zato je današnji dogodek tako pomemben, pravzaprav, ker sem prepričana, da bomo spet zvedeli nekaj novega in to je potrebno in tukaj na tem mestu je potrebno zelo odločno zavrniti mnoge fake news. Fake news, ki se vztrajno papagajsko pojavljajo tudi v delu slovenskega zgodovinopisja in politologije. Češ, da smo imeli Slovenci nekakšen miren, demokratičen prehod, tako kot sem dejala, da je stara elita skoraj dobesedno položila oblast v roke tako imenovani novi eliti, kot pravijo politologi. Jaz pa pravim ne, to ni v skladu z zgodovinsko resnico. Razen redkih izjem,
izrazitega sodelovanja, ki bi spominjal na način prehoda recimo na Poljskem, na Češkem, Madžarskem, v Sloveniji ni bilo. In celo nasprotno, v mnogih primerih je stara elita delovala zaviralno. Recimo primer razoroževanja slovenskih oboroženih sil v okviru teritorialne obrambe po novih dokumentih, ki so na voljo, torej ti dokumenti dokazujejo svojevrstno kolaboracijo slovenskih političnih oblasti z jugoslovansko vojaško oblastjo. In vsekakor stare komunistične nomenklature pač ni mogoče označiti za nekega dejavnika demokratičnega preloma. Pravi prelom predstavljajo šele demokratične volitve aprila 1990. In ob plebiscitu decembra 90 je prišlo do sodelovanja med Demosom in staro elito le v času izvedbe. Kasneje se je vse bolj zastavljalo vprašanje, ali naj bo ta osamosvojitev dejanska ali samo nekako operetna osamosvojitev. In ta nasprotja med staro in novo elito se najbolj odrazijo pri sprejemanju tako imenovane obrambne zakonodaje, torej tiste zakonodaje, ki je bila potrebna za obrambo samostojnosti. Nekateri deli, torej zakon o obrambi, zakon o vojaški dolžnosti so bili sprejeti za minimalno večino. Prav gotovo so imeli tudi vsi mednarodni dogodki, ki so se dogajali v svetu in v Evropi, velik vpliv na politično klimo tudi v Sloveniji. Ampak ne moremo nikako reči, da je bila osamosvojitev pa demokratizacija izpeljana s kakšno večjo pomočjo tujine. Nasprotno, ključni mednarodni dejavniki so nasprotovali osamosvojitvi Slovenije. Ne govorim o naših zamejcih, o izseljencih, ki so odigrali v tem procesu sijajno podporno vlogo. Demos je seveda v svojih glavnih namerah, to je bila demokratizacija in pa samostojna, suverena Slovenija, uspel, kljub temu, da je imel nasprotovanje v medijih, ni imel ustrezne zaslombe v gospodarstvu, kaj šele v državni upravi, v represivnih organih oblasti, razen morda do neke mere v Slovenski vojski in policiji. Vemo pa, da za bolj utrjeno demokracijo, demokratizacijo mu je enostavno, jaz bom rekla temu, zmanjkalo tako časa, kot tudi politične moči. Omenila bi samo še tole, da Demos so pač sestavljali različni ljudje, tako kot smo ljudje različni, ampak vendarle neki podobni cilji, pričakovanja, interesi, vrednote so jih družili. V vodstvu te precej pluralne organizacije, zelo ohlapna je bila ta organizacija, so bili pa nekateri posamezniki pogumni, ki so s svojim zgledom, držo, idejami držali to organizacijo skupaj in vlekli ta voz naprej. Med njimi prav gotovo voditelji Demosovih strank, prav gotovo je potrebno omeniti dr. Jožeta Pučnika, ki je s svojo karizmo, s svojo analitično sposobnostjo, s svojo odločnostjo, torej mnogokrat vplival na številne odločitve. Na drugi strani pa moram dodati tudi drugo dejstvo, ki vedno bolj nekako pronica na dan. Zgodovinski viri, in vedno več jih je, pričajo tudi o tako imenovanih vrinjencih v Demosove vrste. Torej govorimo o ljudeh, ki so bili poslani v Demos, poslani strani tajne politične policije, takrat se je imenovala Služba državne varnosti, popularno UDBA. Bili so tudi v vrhovih Demosovih strank. In ko proučujemo to njihovo čudno ravnanje ali pa čudne odločitve, skrajno nenavadne zasuke, seveda to dobi razlago tudi v teh seznamih sodelavcev Službe državne varnosti in drugih verodostojnih virih. Se pravi, da zgodovina Demosa seveda še ni dokončno napisana, da se bo pisala še naprej. Naj ta svoj uvod zaključim z mislijo, da 30 let po oblikovanju Demosa ugotavljamo, da je demokratični prehod
ki se je začel z zmago Demosa na volitvah aprila 90, slabo uspel. Ampak ta kalimerovska drža seveda ne bo rešila naše države. Potreben bo pogum, kot so ga imeli voditelji Demosa, ljudje, ki so danes tukaj med nami. Potreben bo pogum, ki ga je imel Pučnik, ki je dejal, da se spomnite tistih njegovih besed, da je potrebno zravnati naše upognjene hrbtenice in pokončno iti naprej. Zato, da bomo Slovenijo popeljali spet v boljše čase. Je čas za ocenjevanje, je čas za osmišljanje, je čas za pogovor, ampak je tudi čas za delovanje. In iz teh izkušenj, uspehov, napak Demosa lahko potegnemo tudi nauke in zaveze za naprej. In po mojem skromnem mnenju je seveda najpomembnejša ta, da slovensko državo in pa vse njene resnične zgodbe ohranimo mladim generacijam, torej ohranimo še naprej. Zdaj bom dala besedo vam, gospodje, za en razmislek mogoče na začetku par minutk o Demosu, en tak kick-off, kot pravijo, ne, v angloameriških predelih našega sveta. Torej, kaj bi povedali recimo za začetek? Začnemo na moji levi mogoče. Hvala lepa. Lep dober večer vsem. Sem pač predstavnik zelenih, ki smo bili takrat. Jaz vedno govorim neka tehnica v Demosu. Ko smo, če dovolite, bom začel od začetka, bil sem član Društva za varstvo okolja, ki je bilo od leta 1972 in tako naprej. Vem, to je bila društvo, ki ga je vodila tudi takratni CK. No, in ta član je bil tudi gospod Dušan Plut. In bilo je leta 1988, ko je mene, ko je bilo po eni seji sestanku, povabil mene in Vinka Vasleta, je rekel, gremo potem na kavo, tam na Kolodvorsko. In smo šli in potem prav Plut, pridemo not prav, a veste, fanta, treba bo začeti politiko, to ekologija je v redu, ampak v politiko se jaz pogledam. Vasle pravi, hvala lepa, jaz se v politiko ne bom šel in je šel. In se je potem, jaz pa Dušan pogovarjal ob kavi. No, potem po tej smo imela tudi Dušan dal idejo o zelenih Sloveniji, moram povedati. Še ene dva sestanka, bilo je, najbolj se spomnim tam na Gosposvetski v enem prostoru za SMS takratna. Dušan je bil čisto tih, jaz sem pa kar jezik vrtel vse skup, se me malo čudno zdelo, ampak poti se me pa pokliče en znanec, ki bi tudi zraven pravi, a ti ne veš, da CK ustanavlja zelene? Kako? Dušan, ja. Njemu so dali nalogo. Jaz sem čak, dobro. Prav. Pa sem šel še na ene dva sestanka, sem bil tih. No, pa je to minilo, je bilo pa 89. leta, malo pred poletjem, me pokliče ena znanka v Škofji Loki, ki je bila tudi pri Društvu za varstvo okolja, so se dobro poznala. Pravi, Francija, ti veš, da Dušan ustanavlja zdaj iniciativni odbor, sklicuje zbor zelenih. Sem rekel, ko? Je rekel, a nisi dobil vabila? Sem rekel, ne, prav, jaz sem ga dobila. Ona je bila pa sekretarka komunistov v LTH Škofja Loka. In ko nisem dobil. Prav, ja, a greva? Sem rekel, jaz ne grem, če nisem dobil vabila. In me tudi časa, ker ona ni vozna, je rekla, prav, pet bova šla skup in greva. In prideva tam na Komenskega, bila dvorana polna, se je že sestanek potekal, pridejo skozi vrata, pa prav Dušan Plut, prav tu Vršica, Marija, lik prav, da ste prišla. Vas predlagam za iniciativni odbor za ustanovitev stranko zelenih. Prav, ne, ni govora. Dušan prav, ni govora. Sem kaj? Je rekel, jaz nisem vozna, pa tudi nimam časa, da je Francija predlagam. Ja, ne, ti boš. Ampak to časa dober je, pa je pa mene Dušan napisal in tako sem jaz prišel k zelenim. Seveda, ustanovili smo se 11. junija leta 1989 v Mostecu
bilo je veliko ljudi, prihajali, jaz sem bil tam v pres centru, so prihajali sem in ljudi sem poslušal, imeli smo tam kamion in na kamionu gor je bilo vodstvo, pa so jemali listke, da se včlanijo, pa nazaj glede so mi jih nazaj dajali. Ne? Pa sem slišal govorico njih, ja, se so sam trdeč. Sam trdeč so rekli. In jaz sem bil tih, potem je pa eden, ki je bil tudi gor, en Olenik iz Kopra, me je pelil, imel avto, me je pelil v mesto, kjer sem imel avto, je rekel, Francija, kako je bilo? Sem rekel, jutro bo pisal, da se je ustanovila zelena rjava stranka. Ko? Tis pa še zmeraj revanšist, rekel, čak. Jaz sem tako slišal. In res je bilo to v dnevniku tak naslov. No, in tako sem jaz prišel tam. Ampak, dober, potem smo bili v Škofji Loki, sem bil predsednik, so me imenovali za predsednika občinskega odbora v Škofji Loki in tam so pa delali bolj samostojno in je bilo konec novembra leta 1989 me pokliče pokojni Ivan Oman, prav Franci, posluš, a si za to, da ustanovimo Demos v Škofji Loki občinskega odbora? Sem rekel, Ivan, ja. In smo se dobili pri gospodu Demšarju doma, kolegica Aleksandra je tukaj, ki je zapisnik pisala, in smo tam se 4 stranke smo bili, ki smo se zmenili, to so bili Krščanski demokrati, SDZ, Zeleni Slovenije, pa Slovenska kmečka zveza, ki je zastopal Oman. In smo se zmenili, da se dobimo, da to podpišemo 3. decembra, v nedeljo 3. decembra leta 1989. In smo se res dobili in so to podpisali. Žal, jaz imam tle kopijo, ni pa podpisana je Aleksandra, ki je to pisala, zato ker sem moral takrat podpisano dati v volilni štab v Škofji Loki in vse takrat ni bilo tako kopirnih strojev, nismo jih skopirali. Tako da smo 3. decembra mi podpisali. Ampak nadaljevanje je bilo tako, ki je Dušan to zvedel, to je bil grozno. To so me klicali, seveda, ko sem jaz v vodstvu zelenih, da moram podpis nazaj vzeti, se niko ni govoril. Sem preveč trmast. Mojega podpisa jaz ne vzamem. Ko smo se zmenili, pa pika. No in to je potem Dušan, moram reči, takrat predlagal, dobro je, bomo pa imeli zbor zelenih, bomo pa videli. In zbor zelenih je potekal na Filozofski fakulteti v eni predavalnici. Aleksandra Pretar, ki je tukaj, je bila v komisiji za štetje glasov, ko smo imeli tajno volitve in lahko pove, da smo z 2 ali z 1 glasom zmagali. Jaz sem gor na vrhu na predavalnici bil, je bil grozen, ne, so bili tako, jo, pa kaj, pa se pa eno glas, ja, pa kjer je ta mlad fant, ki hoče jeti v politiko, pa kaj to, pa se jaz to glasen gor sem rekel, jaz sem tisti. In ne bom odstopil od tega. In Dušan je danes na to ponosen. Še zdaj mi je rekel, ko smo se srečali tam v palači, ja, je rekel, veš, jaz sem kot Dušan sam. No, ampak naprej, smo seveda, ne bom pripovedoval, kako so prišli z CK-ja, ko so rekli, no, jaz sem se z CK-ja opisal, z Zveza komunistov, zdaj sem prišel pa k vam zelenim. Jaz sem samo gledal, ampak dobro. Potem je bilo pa to, ki je bilo to slovenska osamosvojitev in vse skupaj, je bilo pa nekje, zdaj ne bom vedel, je bil nekje spomladi leta 91. leta, je bilo že tako bolj vroče, ne, da sam to povem, da je Dušan nas sklical zelene skupaj, poslance, in je nam govoril in je zahteval, da če pride JLA, ne, vojska, da damo bele cune ali pa rjuhe na okna, da se vdamo. To tudi Aleksandra, kolegica tle ve. Jaz sem bil edini, ki sem napisal v delu, da tega ne bom naredil in cel pasus je bil, ampak je bil na drugi strani objavljen, v delu tak pasus, da tega ne bom naredil in tako naprej in sem se tudi podpisal. Drug mi noben ni hotel podpisati, žal, ampak tako je bilo. In seveda Dušan danes skoraj tega noče vedeti, ne, da je bilo to res. Ne. In se jezi na nas, kako je on delal. Seveda je pri zelenih, bom rekel tako, da nismo bili vsi zeleni, ne za to, ne za uno, ampak smo držali skrb. Bilo je nekar, bom rekel tako, špilfardirbe, ki jih nikoli nisem mogel prepraviti do tega, da bi glasoval za tisto, kar je Demos bil, ampak vendar. Če ne bilo zelenih, nas je bilo 18 poslancev, ne bi imeli 126 glasov. Ne. To je treba vedeti, ne, če zelenih ne bi. Pa še nekaj je pomembno, kar sem se da spomnil,
da je not, je Marjan tam podobnik, ki zastavlja Kmečko zvezo. Kmečka zveza je tu not, je tudi Oman takrat podpisal, ker Kmečka zveza tudi ni bila takoj za to, da grejo v Demos. Je bilo to po novem letu. Ne? Tako da nismo bili tako, pa ne zato, da ne bi hoteli biti, ampak pač smo si razmišljali, vsak je razmišljal, se v Zelenih so tudi razmišljali, so rekli, ja, če ne gremo skup z Demos, bomo dobili več glasov. Kje imate garancijo? Ni rečeno. Ne? Zeleni smo bili takrat neznani v Sloveniji, to je bila Zelena, je bilo že skoraj ljudi sram reči, ti bomo pa za Zelene glasovali, kaj so pa to Zeleni, ne? In te stvari smo si takrat dobili. Smo pa potem veliko naredili, tudi Zeleni, te moram reči, nekateri, seveda, da smo držali. Jaz recimo sem bil podpredsednik Demos kluba in lahko povem, koliko smo takrat lobirali, in sem jaz osebno lobiral, da smo zglasovali tudi, naprimer povem, zakon o denacionalizaciji z 2 glasovi bil sprejet. Ne? Zgodba, kako je bila, ne bom povedal, ker je bila tudi moja ukana, da sem ukanil ene, ki so bili z leve strani, da so glasovali za to, ampak pa so me kregali, ampak prepozno je bilo. Ne? Tako da, en kup stvari je bilo. Jaz imam veliko dokumentov, tudi doma. Bom pa nekaj rekel, kar je gospa Zverova rekla, kot zgodovinarka, mene da danes, še en zgodovinar v Sloveniji, so napisali kup knjig, kot podpredsednika Demos kluba ni vprašal, ti ali imaš kakšen dokument, ali imaš kaj zapisano ali kaj. Pa imam kup zapisanih stvari, pa dokumentov, ampak ni. In to se je zgodilo tudi recimo Grosu, so se enkrat bila skupaj na enem predavanju, ki ga je imel Jože Dežman v Kranju, je tudi to rekel, je rekel, pa rekel, meni je rekel, sem rekel, da me ni vprašal, je rekel, pa si pa boš kaznovan, zakaj ni izdal dokumente. Niko vas me vprašal. Niko nisi me vprašal, niti vprašal, kako je bilo. In to je res. Kar se meni ne zdi, in tudi Grosa še noben ni vprašal, zakaj. Ja, sej on je rekel, jaz dokumentov lahko skopiram, dam jih pa ne od sebe, ne? Kar je to res. Ne? In tako da Zeleni nismo bili špilfarderbani, kot marsikje rečejo, bili smo pa tehnica, nismo pa nikoli pogojevali stvari v parlamentu, če ne bo to, pa ne bomo glasovali. Ampak smo glasovali kar redno, tisti, ki smo glasovali, smo zelo striktni bili in zelo pošteni. Toliko za enkrat. Hvala lepa. Hvala lepa vam. Ja, hvala lepa. Lep pozdrav tudi z moje strani. Zeleni so bili bistven element seveda Demosa in slovenske politike v tistem času. Na današnji dan, pred 30 leti, seveda Zeleni še niso bili v Demosu. Ampak je bil Demos sestavljen iz 3 strank, SDZ, Socialdemokratske zveze Slovenije in iz krščanskih demokratov. No, mi smo se dobivali v neki zelo zanikrni kletni sobi. Magajna se smeji, ker se tega dobro spominja, v Strnenovi ulici v Šiški. In na enem od teh sestankov smo doživeli neko čudežno presenečenje, torej informacija, da se bodo Demosu pridružili tudi Zeleni. To je bila prelomnica, v bistvu je bila to prelomnica. In jaz moram reči, jaz se spominjam zelo dobro svojega lastnega komentarja, tistikrat se je rekel, no zdaj pa obstaja verjetnost, da se v Sloveniji v resnici nekaj spremeni, kajti z Zelenimi, s Kmečko zvezo, krščanski demokrati, socialdemokrati in tako naprej, lahko zmagamo na volitvah. To je bil moj občutek takrat in takšna je bila moja izjava in seveda so bili Zeleni v resnici tisti, kaj ne rečem, jeziček na tehtnici, kaplja čez rob in tako naprej. Jaz imam s seboj nekaj dokumentov,
ki so mi jih prijatelji zaupali oziroma poslali te dni, ko se pogovarjamo o Demosu. In seveda sporazum o ustanovitvi Demosa oziroma o tem, da je Demos sestavljen iz 5 strank, ki se jim je potem pridružila še liberalna stranka, Grossova stranka iz Kranja. Torej, ta dokument ima datum 8. januar, tako da bi prosil, da si rezervirate tudi 8. januar, bomo še enkrat skupaj, bomo še enkrat proslavljali, se še enkrat pogovarjali o teh stvarih. Jaz mislim seveda, da so to prelomne zadeve, prelomni pogovori, prelomni trenutki v slovenski zgodovini. Zdaj pa, če mi dovolite, bi pa stopil en korak nazaj, pa poskušal z današnje perspektive, z današnje distance oceniti pa prav, kako smo delovali in kaj se je dogajalo. Lejte, živeli smo v komunistični državi, v tako imenovanem socializmu in marsikaj, kar o tem slišimo, tudi v teh dneh seveda ni res. Ni bilo zelo preprosto biti politično aktiven v tistih časih. Mi smo v bistvu kar naprej morali ustanavljati alternativne inštitucije. Kajti v tistih inštitucijah, ki so obstajale, za nas prostora ni bilo. Bistveno je bilo to, da smo ustanavljali eno za drugo razne alternativne, paralelne inštitucije. Od Nove revije leta 87 do seveda Demosa, in kaj je bila ta glavna alternativna inštitucija, za katero smo se, bi rekel, precej prizadevali? Država. Države ni bilo, to je bila alternativna, bi rekel, ideja, alternativna politika. Naredimo državo. To so nam seveda naši, kaj ne rečem, tekmeci, konkurenti, prijatelji zelo zamerili. Vse bi nam še odpustili, še marsikatero alternativno inštitucijo in organizacijo, ampak tega, da smo pa hoteli državo narediti, tega nam pa do današnjega dneva prav niso oprostili. Mi še kar naprej ustanavljamo alternativne inštitucije, ker v tistih, ki obstajajo, uradne inštitucije, za nas ni prostora. Nova revija sem že imenoval, nova televizija, nova univerza. To so same alternativne inštitucije. Še naprej se ukvarjamo s tem, da postavljamo, kar ni mogoče priti zraven tistim, ki obstajajo, ustanavljamo alternativne inštitucije. Druga poanta, ki sem jo želel danes povedati, je pa tale. Lejte, Demos je trajal 2 leti, približno 2 leti. Od ustanovitve kako se reče, razhoda, opustitve, konca Demosa. To sta bili 2 leti, v katerih, bi rekel, se je skoraj da v resnici dogajalo tisto, kar je omenil na tem našem slavju 2 dni nazaj predsednik Pahor. 2 leti so nas komunisti oziroma levičari poslušali. So nas poslušali in tudi upoštevali. Jaz vam bom povedal zdaj, me ne sram tega povedati. Jaz sem s predsednikom Kučanom zelo pogosto šel na različne obiske v inozemstvo in Kučan je takrat zastopal v teh pogovorih v inozemstvu politiko Demosa. Politika Demosa je bila, da tako rečem, kažipot za slovensko politiko. 2 leti. Takrat so se nas malo bali, so nas malo rešpektirali in to je bil čas, ko je Demos v resnici imel velik vpliv. Po tem, ko se je Demos razpustil, so naši konkurenti, kaj ne rečem z eno besedo, komunisti, podivjali. Ni bilo več tiste kompaktne, kaj ne rečem, skupnosti, ki bi jih zadrževala in ki bi se bali.
niso se več bali in so začeli delati približno tako, kot so mislili, da jim pripada in tako naprej in tako naprej. Pahor govori o enotnosti v času Demosa, celo v času Demosove vlade, pa v času, torej potem enotnosti ni bilo, dejansko se je levica prilagajala, oziroma to so bile oportunistične poteze, ki so seveda nam koristile, o tem najbrž ni nobenega dvoma. Še nekaj bi rad rekel. 2 leti Demosa sta bili 2 leti nelagodja in zadrege za naše nasprotnike. In seveda so si naši nasprotniki oziroma konkurenti, oziroma, kaj ne rečem, komunisti, levičari in tako naprej, so si prizadevali na vse načine, da tako rečem, spodbujati ta konec Demosa na nek način. Zdaj pa, marsikdo me sprašuje, pa tudi sam sebe sprašujem, kako to, da je do tega konca oziroma do tega zloma ali pa kaj rečem, te opustitve skupnega delovanja prišlo. Zakaj? Kaj je vzrok? Jaz mislim, da smo bili seveda vsi tisti, ki smo ta Demos, rekel, ustanavljali in potem vzdrževali, na nek način neprimerni za, da tako rečem, faktično politiko, rekel, tega klasičnega tipa. Kaj smo hoteli? Hoteli smo narediti državo, seveda smo si želeli, da bi to bila demokratična država, in potem, ko smo dosegli državo, jaz se spomnim zelo natančno svojega lastnega razmišljanja, takrat smo bili že na nek način mednarodno priznani, država je že bila ustanovljena, smo imeli že marsikaj svojega posebnega pripravljenega, denar in tako naprej in tako naprej. In se nam je zdelo prav, da tisto, za kar smo bili poklicani, da smo naredili. Tisto, kar smo želeli v Sloveniji narediti, je bilo narejeno in smo mnogi razmišljali, no zdaj se bomo pa vrnili nazaj k svojim poklicem, k svojemu prejšnjemu delu in tako naprej, se bodo stvari same po sebi tekle. Mi smo seveda sklepali po vedenju komunistov in levičarjev v tem Demosovem obdobju, da bodo tudi potem, ko Demosa ne bo več, ravno takšni, kot so bili prej. Seveda, to je bila, kaj ne rečem, temeljna pomota. Oni so se v trenutku, ko je Demos odšel, so se spremenili in seveda izkoristili to, kar je pač ta manko ponujal. To se mi zdi bistveno v tem trenutku reči, če bo treba, bom pa seveda še kaj povedal pozneje. Hvala. Hvala lepa. Magister Grims. Hvala, vsem prav lep pozdrav. Čas Demosa je bil veličasten čas. To je bil čas, ki ga narod doživi samo enkrat. Čas nastajanja države, prebujanja, čas, ko se je ogromno tvegalo in bil je čas civilnega poguma. Danes mnogi na eni in na drugi strani tiste, ki smo bili zraven včasih, učijo, kaj je tveganje in kaj podobnega. Veste, takrat se je tvegalo za res in to mnogo bolj, kot si danes kdo upa priznati. Če bi nasprotna stran zmagala, potem, verjemite, bi mi končali tam nekje v Kočevskih jamah, v najboljšem primeru kakšnem koncentracijskem taborišču, v najslabšem pa zakopani pod kakšnimi razstreljenimi skalami. To nisem samo enkrat iz nasprotne strani dobil servirano, v Kranju je bil nekoč celo nek pogovor, bil naj bi o penzijah in penzijski zakonodaji, ki se je končal s skandiranjem, ker sem pač enega od levičarjev postavil na laž, da nas je treba vse vršiti v jame in da ne gnijemo s tistimi, ki tja sodijo, in so že tam.
Bilo je prisotnih 7 novinarjev, nihče ni napisal ene besede. Govorili so pa o tem, da smo mi revanšisti. Podtikanja, kaj da so naši nameni, so delovala, moram reči, na zelo velik del Demosa zelo učinkovito. In marsikdo je v naivnosti pozabil, da spreminjamo dvoje. Ustanavljamo državo in spreminjamo družbo. Državo smo ustanovili. Ostali so pa relikti, načini delovanja, načini funkcioniranja, nekateri principi, ki žal veljajo še danes in se vlečejo popolnoma neprekinjeno izpred pač osamosvojitve, iz prejšnjega nedemokratičnega režima, in to je tisto, kar Slovenijo bremeni. Zakaj se je to zgodilo? Kar nekaj je bilo prelomnih trenutkov, kjer je bila pač SDZS, ki sem ji pripadal, ključna. Prva se je pravzaprav zares šla ustanavljati, izvirala iz letostrojskega štrajka in imela je voditelja, ki je bil daleč najbolj direkten, to je bil France Tomšič. On je takrat rekel, da smo pač ustanovljeni zato, oziroma se ustanavljamo zato, ker hočemo biti politična sila, ki bo vrgla komunistično partijo z oblasti. Ne, da se bomo neko gibanje, ki se bo potem razpustilo, pa ne vem, kaj smo se takrat poslušali, razne rožice, ne. On je povedal direkt, gre za oblast. To je bil tudi razlog, da sem se vpisal tja. To jaz mislim, da je tudi rezultat oziroma vzrok, da je bilo članstvo tam morda nekoliko bolj, bom rekel, radikalno, ampak predano ideji o samostojni Sloveniji od že samega začetka, kot v kakšni od ostalih novonastalih strank, kar je bilo dobro. Drugi ključen trenutek je bil, ko je prevzel vodstvo pač dr. Pučnik. Dr. Pučnik je bil osebnost, ki je potem s svojo osebnostjo uspel v veliki meri umirjati, krmiliti in usmerjati celoten Demos. Ne glede na to, da na samih volitvah SDZS ni dosegla niti približno najboljšega rezultata. S tem je omogočil, da je pravzaprav do vsega, čemur smo danes priča, se nam zdi samoumevno sploh prišlo. Tisto, kar je največja laž, ki jo danes poslušate, zadnjič je bila izrečena ne samo enkrat pri predsedniku države Pahorju, je, da sta bili enotna narod in politika. To, oprostite, ni res. Bil sem zraven od samega začetka. V SDZS sem se včlanil leta 87, ker mi je takratni generalnik, se je kasneje izkazalo, da je bil podtaknjenc, mimogrede cel Demos je bil prestreljen s kakšnimi čudnimi patroni, vrgel pristopno izjavo stran, imam kot pristop 1.1.89 in kar nekaj nas je takih, to smo bili tisti, ki smo bili od začetka zraven, pa je nekdo naše dokumente zmetal stran. In to sem trdno prepričan, se ni dogajalo samo v ZDZS, ampak še kje drugje. Leta 89, tega nam pozabil, je šel Gorenjski glas, danes je že v elektronski obliki, si lahko ogledate to sami, kjer je pač gospod Kučan izjavil, govorim po spominu, da nekateri tudi sanjajo o samostojni Sloveniji. Ampak da tega, pazite, citiram, da tega jim ne bomo dovolili, ker mi vemo, da je naša edina domovina Jugoslavija. To je bilo pa dejansko stanje. Vse od tam naprej, ko je Demos začel nastopati enotno, ko je dobil moč, ko je dobil legitimiteto na volitvah, je v resnici na nasprotni strani bila samo igra boja za preživetje in pa za oblast nekoč v bodoče. Demos se je z vsem srcem, to vem, ker sem bil zraven, danes to pogrešam v politiki še pa še, boril za stvar, za samostojno Slovenijo. Levičarji so se borili za to, da ohranijo oblast in so se pač prilagajali. Govoriti o tem, kako so bili oni predani tej ideji, je
milo rečeno naivno, pa utvara, pa da naše kaj hujšega rekel. Ne? Oni so pač reševali sami sebe, svoje karijere, zato so tudi nastopali tako, kot so. Ker če bi oni iskreno povedali, kaj so takrat imeli v načrtu, za hip se je to videlo s kakšnimi sestanki, še tik pred osamosvojitvijo, potem bi seveda stvari potekale drugače, kot so. In potem tudi danes bi bila situacija mnogo bolj jasna in mislim, da za Slovenijo mnogo bolj ugodna. Tudi z razvojnega vidika. Ne? Kajti dokler je bil Demos skupaj, ne glede na to, da je bil prestreljen s vsemi možnimi najslabšimi kadri, ki so pač usmerjali v napačne odločitve, med njimi bi podčrtal eno, ki sem bil zraven, ki se je zgodila. Bil je nek večer, ko smo bili tam na Strnenovi in je dr. Pučnik razlagal, da ima ponudbo s strani kasnejšega predsednika vlade, ki ga danes ni tukaj. Bila je poštena ponudba, naj on prevzame vodenje vlade. In se je o tem odločil. Prišla je Spomenka Hribar, vsi smo rekli, Jože, da je to sprejmi, to je pameten, ker smo vedeli, da on je morda bil v nekaterih stvarih naiven. Ampak ko je šlo za Slovenijo, je bil pa odločen, jasen in tukaj ni bilo pri njem nobenih kakršnih koli stranpoti ali pa napačnih predstav. Ne? In smo vedeli, da če bo on to prevzel, da bodo stvari šle tekoče, tako kot morajo iti. Prišla je Spomenka Hribar, šla sta, mislim, da celo za 4 ure na sprehod in ko je prišel nazaj, je rekel, odločil sem se, ne bom sprejel. Vsi smo rekli, joj, kako ga lomaš, ni se hotel pogovarjati, samo še rekel, se je vzel, pa je šel domov. Ne? In še mnoge druge napačne odločitve so pač povezane z gospo Spomenko Hribar, morda jo nekateri še poznajo po kakšni drugi vlogi, jaz jo poznam samo po tem negativnem vplivu, pa ni bila edina, ki je imela znotraj Demosa pač tak vpliv. Rezultat tega je, da je bil Demos manj učinkovit, predvsem pa je nažalost razpadel. Kaj se je s tem zgodilo? Ljudje so zgubili tisto jasno sliko, ki so jo imeli prej, ne? Kdo je kdo in kaj kdo ni. In seveda se je dalo navzkrižno začeti prodajati vse, kar se je hotelo. Medijska moč je opravila svoje, danes mlade generacije usmerjajo 3 vzvodi levičarske oblasti, v prvi vrsti seveda šolski sistem, ki je žal ostal v veliki meri nedotaknen, kje so tiste vrednote v šolah, na katerih smo gradili samostojno Slovenijo. Danes se ljudem zdi čist normalno, če se reče, ja, veste, zaradi strpnosti se ene stvari ne smejo več javno izgovoriti in podobno. Ne? Takrat smo pa rekli, ne strinjam se z vami, ampak spoštujem vaše mnenje in vse bom naredil, da boste svoje mnenje lahko vedno izrekel. To je ta velikanska razlika. To je razlika med demokracijo in totalitarizmom v samem jedru, v svojem bistvu. Ne? In to demokratično jedro se je potem začelo uničevati, poleg šolskega sistema, ki uničuje generacijo za generacijo, seveda množični mediji, ki so ostali tudi zaradi naivnosti, pa včasih ne samo naivnosti, ampak še kaj hujšega posameznikov znotraj Demosa, v celoti v rokah nasprotne strani. In seveda še nekaj se ne sme pozabiti, ker večina je zmeraj spregleda. Ne. To je pa zabavna industrija. Ne. Zabavna industrija je prestreljena s levičarsko ideologijo, z ideologijo kulturnega marksizma in vse to vpliva, da smo se znašli v Sloveniji, ki je žal temu celoti podlegla tam, kjer smo. Tisto, kar bi veljalo, je to sodelovanje. Ta gradnja na vrednotah, za stvar, ne za posameznika, ne za kariero, na nek način obuditi. Lahko zveni to naivno, ampak kot je rekel dr. Pučnik, ne, demokracija je samo pot. Demokracija ima mnogo stranpoti, ampak je pot, pri čemer se moramo zavedati, da demokracija ni nikoli cilj, ki ga dosežeš enkrat za vselej, ampak je pot, ki ostane za vedno. Gospod Podobnik, izvolite. Ja, lep pozdrav tudi v mojem imenu.
Jaz sem danes, ko sem napisal eno izjavo ob tej 30-letnici, napisal, da je bil Demos široka in po vsebini in načinu delovanja odprta koalicija izvorno demokratičnih strank, ki so jo sestavljale stranke od desnih, sredinskih do zmerno levih strank in da jih je prav torej na nek način označevala odprtost, demokratičnost in da je to pravzaprav nekaj, česar zdaj zelo manjka. Tudi to vrstna odprtost, da smo kasneje po volitvah dejansko na vse ključne stvari vabili tudi predstavnike opozicije v mednarodne delegacije in tako naprej. Zdaj, jaz sem bil takrat zelo mlad, torej slabih 28 let sem imel, ko smo ustanovili Zvezo slovenske kmečke mladine in Slovensko kmečko zvezo. In dobrih 29, ko se je ustanavljalo Demos, ker sem pa bil kot drugi predstavnik, kot nekaj časa podpredsednik Slovenske kmečke zveze in predsednik Zveze slovenske kmečke mladine, sem bil na vseh teh srečanjih, ker kot veste je bilo pravilo to, da sta bila iz vsake stranke po dva, in pri nas je nastopila na volitvah samo Slovenska kmečka zveza, zelo močno smo pa organizacijsko delovali tudi Zveza slovenske kmečke mladine in seveda z Ivanom Omanom praviloma na vseh teh srečanjih sodelovala, kasneje tudi kot vodja poslanske skupine Slovenske kmečke zveze, ki kot veste je bila daleč najštevilčnejša med vsemi strankami, vseh treh domovih, se pravi družbeno-politični zbor, zbor občin in zbor združenega dela, ker smo bili tudi v teh začetnih časih zelo močno organizirani. To mogoče se malo težko danes predstavljamo ta razmerja. Mi smo imeli, mislim, da v času osamosvojitve okoli 15.000 članov, kar mislim, da je bilo več kot vse ostale stranke skupaj. Jaz nimam točnih podatkov za ostale stranke, ko smo iskali, ampak po tistih podatkih, ko smo spremljali to članstvo, kar je bilo tudi logično, mi smo šli po terenu, recimo, če povemo v svojem domačem okolju, ki ni neko kmečko okolje pretirano idrijsko-cerklansko, ampak to so bili občni zbori, kjer se je včlanjevalo po 200, tudi 300 ljudi, v nekaterih takih bolj izrazitih podeželskih kmečkih okoljih, pa tudi 500-700 ljudi. Nekateri so bili res močni odbori nastali in smo imeli že ob podpisovanju Majniške deklaracije leta 1989 na prvem taboru v Vipavžah v Goriških brdih, samo tam fizično preko 3000 ljudi in že takrat na samem začetku pač močno organizirani. Zdaj jaz bi mogoče izkoristil, ker bo rečeno na začetku, da bomo še kaj dodali k tem ugotovitvam, ki so v teh knjigah. Jaz čestitam vsem vam, ki ste kot avtorji nastopili, sem prebral knjigo Tomažiča, Antona, pa o Demosu, pa o gospodu Pučniku, pa o Ivanu Omanu in drugih, malo tudi obnovil priprave malo na to srečanje in se mi je zdelo prav, da povem svoje videnje tega nastajanja Demosa, glede na to, da sem bil, kolikor vem, čisto na vseh srečanjih v tistem času. Žal, za razliko od Antona in nekaterih nisem delal tako rednih zapiskov, jih pa imam nekaj in tudi nekaj pripravljam, ker se mi zdi sicer ne ključnega pomena zdaj en ali drug datum. Je pa zelo dobro, da imamo zgodovino čim lepše in celovito predstavljeno. Ker ključno, veste, kaj se mi zdi ključna stvar Demosa? A si vi lahko danes predstavljate, da bi predstavnik Nove Slovenije šel ustanavljati SDS nekam v Zgornjo Savinjsko dolino? Ali pa predstavnik, ne vem, SDS-a, da bi organiziral, ne vem, ljudsko stranko nekje na Primorskem? Natanko to se je takrat dogajalo. Pokojni dr. Zagožen, pokojni Ivan Pučnik, pokojni Ivan Oman so ustanavljali, ker smo bili prvi, tako nekatere odbore pomagali ustanavljati krščanskih demokratov kot SDZ-ja v nekaterih delih Slovenije. Glejte, kakšna državljanska modrost in odgovornost, ker smo preprosto vedeli, da čeprav smo bili močni, številčno močni, močno organizirani, da ni možno,
da bi dobili sami dovolj glasov, da če tudi ustanavljamo stranke, ki nam bodo jemale del glasov, bo skupen rezultat večinski. In kakorkoli se čudno sliši, nič manj in nič več ne bo potrebno kot to. Se pravi, ne bomo smeli manj zahtevati od sebe kot tolikšno stopno zaupanja, da nam gre za Slovenijo in slovenstvo, kot smo jo imeli takrat, da bomo sposobni na ta način presežiti zamere in skušali še enkrat organizirati Slovenijo na ta način, da bomo znali po različnih poteh povabiti ljudi, da jih bo dovolj in bomo rekli tisto, kar nam ni uspelo, kar smo zamudili, kar smo zamočili, moramo zdaj ponovno na ta način popraviti, zato ker izzivi so pa enaki, nevarnosti pa pravzaprav še večje. Lejte zdaj o teh 3 datumih, trije so ključni datumi pri ustanavljanju Demosa. Današnji datum 4. december, ko ste 3 stranke, ki so tukaj podpisane, podpisale odločitev o ustanovitvi Demosa. Predtem je 27. novembra, nekateri ste bili zraven, Ivan Oman povabil Uzminec. On je v eni svoji knjigi napisal, da sem jaz tudi hodil na vse te stvari, da sicer ni čisto prepričan, ali vedno samo zaradi politike, ali tudi zaradi njegove hčerke, moje sedanje žene. Jaz tudi priznam, oba razloga sta bila, sem pa res na vseh teh srečanjih sodeloval in na tem srečanju 27. novembra 1989 je bil rezultat tega pogovora odločitev o ustanovitvi Demosa. Zato, kot je res, da so prvi 3 podpisali te 3 stranke, je seveda res, da je Ivan Oman kot predsednik Kmečke zveze povabil na ta pogovor, zato bom rekel, zagovor ali pa zaščito dejstev, je le treba povedati, da izločati Slovensko kmečko zvezo iz ustanoviteljskega kroga strank preprosto nekoliko težko zdrži. Ker formalno so pa ti datumi. Lejte, formalno je res tudi to, da je pred Demosom v Poljčah 9. in 10. novembra je formalen predlog za plebiscit o samostojni Sloveniji, predlagal, kot veste, so predlagali socialisti. Pa danes vemo, kateri je tisti ključni dogodek, ki je pripeljal do plebiscita, da je pač pripeljala ta odločitev Demosa. Zdaj, naj povem, ker sem bil neposredno udeležen, zakaj Slovenska kmečka zveza ni podpisala 4. decembra. Zdaj, nekateri, ki ste sodelovali v teh pogovorih, veste, da ni bilo čisto jasno, kako se bo nastopilo na teh prvih volitvah. Govorili smo o skupni listi, potem je prišlo pač do tega, da je bila skupna lista oziroma skupni kandidati za zbor občin, kjer je bil večinski sistem, samostojne liste v družbeno-političnem zboru, zbor Združenega dela ima pa itak svoj način delovanja. Zdaj, ta ekipa mlajših, smo takrat, ko je nekdo, pa ne bom zdaj avtorstva, ker že sami veste, kdo je bil avtor, ki je v nekem teh sestankov rekel, lejte, vi, Kmečka zveza, pa ta mladi, vi ste kot humus, vas je veliko, delate, lejte, mi smo pa tisti, kultura, znanost, poznamo stvari, mi bomo pa na tem humusu gradili to Slovenijo. Pa smo mi tako rekli, čakaj, zdaj, to nas pa malo skrbi, mi, če smo dejansko bili v stanju pripeljati 15.000 ljudi v stranko, se dobro organizirati, bi bili pa mi, ne bi bili samo humus, ampak želimo, da je tak sistem znotraj Demosa, da smo povsem enakovredni. In če se spomnite, ne vem, Franci, če si bil ti na tistih sestankih pri Zelenih, Zeleni Slovenije so v tistem času imeli kar hudo dilemo, ali sodelovati z SMS-jem, ali se pogovarjati z Demosom. To je Oman napisal v svoji knjigi, da je bila posledica teh sicer zavlačevanj tudi ta, da smo se pomagali zmeniti z Zelenimi. Jaz sem imel takrat osebno par pogovorov, mislim, da je bil pa tudi doktor Zagožne enkrat, če se ne motim, enkrat tudi Ivan Oman, in mi je enkrat Dušan Plut, enkrat pa nekdo drug, pa se ne spomnim, rekel, lejte, v kakršnokoli skupno zgodbo Demosa mi ne bomo šli. Če bo pa to res možnost ohraniti popolno samostojnost kot stranke, to je pa natanko ista stvar, za kar smo se mi borili in se nismo zato 4. decembra tega nismo podpisali, rekel, v tem primeru je pa
podpiramo to, tudi samosvojitev, ne vem, to ti boš poznaš, koliko deleč ste imeli, kako ste imeli ta stališča in je dejansko to pomembno pripomoglo. Jaz sem vesel tega, da je ta odločitev Slovenske kmečke zveze pomembno pripomogla, da so Zeleni Slovenije postali del koalicije Demos. A ne? Poznate te pogovore? In zdaj, mi smo res imeli, to je bilo zelo zahtevno v Šentjurju, pri Celju, na eni strani Ivan Pučnik, Franc Zagožen, Ivan Oman ne vedel, kako bi to pelal naprej, mi tam mladi smo res rekli, mi hočemo samostojnost, mi hočemo imeti enakovreden status. Lejte, niti enega najmanjšega dokumenta in nobene priče ne boste nikjer našli, kjer bi vam nekdo rekel, da je bila kdajkoli pri nas kakršnakoli alternativa sodelovanja z ZSMS-jem. In jaz bi rad to povedal tudi vsem vam, ki se iskreno prizadevate za pravo zgodovino, ne pisati teh dilem v svoje zgodovinske ali druge knjige, če ne pa povejte enega samega, ki je kdajkoli v Zvezi slovenske kmečke mladine ali Slovenske kmečke zveze postavil dilemo ali Demos ali ZSMS. Te alternative nikoli ni bilo, bila je pa ta zahteva, da imamo enakovreden status in kot veste, je Demos potem dejansko tudi bil. Jaz mislim, da je bil to velik uspeh te zgodbe, ravno v tem, da je tak nastal, da je bil v tem smislu široko odprt. In še eno stvar, sem žal pozabil v Sevcih o Ivanu Omanu povedati, bom pa tukaj. Se spomnite te izjave, ki se zlorablja in se ga neupravičeno podcenjujoče ocenjevalo. Ni važno, kakšen je, samo da je naš. A vi veste, kaj je pomenila ta izjava Ivana Omana? V času, ko smo ugotavljali, da imamo ovrinjence, ko se je to že čutilo, ko pa predvsem ne veš, kako boš ti vedel, kdo je. Se nismo imeli podatkov obveščevalnih, ne vem, katerih služb. Je on ob eni priložnosti rekel, če hočemo te stvari peljati na način, da se bomo lahko zaščitili sebe in tudi ljudi, ki jih dajemo na pomembne pozicije, moramo biti prepričani, da poleg tega, da je sposoben te in te stvari nekdo speljati, moramo biti prepričani, da je zanesljiv. In je bilo zato tudi to, da ne bilo izpadlo, kot češ je podcenjeval stroko, je podcenjeval znanje, izkušnje in tako naprej, ker ni bilo res. Namen je bil tu tak, kot tudi sicer ob dr. Jožetu Pučniku, tudi Ivan Oman kot eden ključnih ljudi in povezovalcev tega kroga. In kot rečeno, jaz verjamem, da se bližamo, veste, temu, da bomo ustanavljali drugemu pomagali ustanavljati stranke. Jaz sem bil zelo vesel na dvodnevnem kongresu Evropske ljudske stranke v Zagrebu, pa ne toliko zaradi Evropske ljudske stranke, ampak zaradi dejstva, da smo 3 stranke iz Slovenije tam zelo lepo se pogovarjali in da je bil to po mojem nek pozitiven znak. Hvala. Hvala lepa. Verjetno ste opazili, da je med tem prišlo do rušade. Se nam je pridružil gospod Peterle, tako da vam dam kar besedo. Kratek uvodni kick-off, prosim. Ja, dobro večer. Sem vesel, da se spominjamo tistih časov. Hvala za povabilo. Ne vem, kaj vse ste že povedali. Jaz se bom pomagal s tistim, kar sem zadnjič vzel iz mojih zapiskov, iz tistih časov, ko sem nekako zapisal za javnost, kdaj je prišlo do tiste odločitve, ki je vodila v Demos. Ta datum je prišel precej v pozabo, se mi pa zdi bistven, tudi v zvezi s tem, kar je pravkar Marjan govoril. Namreč mi smo se 27. oktobra dobili na Omanovo povabilo pri njem v Zmincu. Ne. 27. oktobra je bilo prvo srečanje
Andrej Magajna je bil tam, moja malenkost, Rajko Pirnat, Marjan Podobnik, Hubert Požarnik, Jože Pučnik, Franc Zagožen in nekateri člani Omanove družine, med njimi sigurno Janez. Ne? In takrat so v strankah, takrat je bilo pač v zraku, kako bomo povezali sile v smeri samostojnosti in demokratizacije. Bilo je predtem srečen seveda veliko sestankov in v različnih strankah pač je prihajalo do različnih predlogov in potem je Ivan Oman nas povabil k sebi domov in takrat zvečer smo se zmenili, da gremo v skupen nastop in to je bila podlaga, ki so jo potem organi, sveti in izvršilni odbori strank obravnavali in torej na podlagi potrditve tega predloga je potem prišlo do formalne ustanovitve Demosa. Torej Demos se ni začel šele na Strnenoviče, tako rečem, ampak je bil torej ta uvod, da se v projekt gre in ko so stranke s svojimi organi potrdile to smer, smo potem prišli do formalne ustanovitve. Ne, toliko k temu zaporedju dogodkov. Hvala lepa. Nekaj replik. Replika, Marjan. Jaz imam tle lepo zapisnik 3.1.1990, ne bom celega bral, samo en odstavek. Po izčrpnih pogovorih z Republičnim komitejem Zveza slovenske mladine Slovenije smo ugotovili, da jih takšna posebna volilna povezovanje z zelenimi Slovenije ne zanima. Po daljši diskusiji, pri kateri so sodelovali vsi prisotni, bil sem tudi jaz, smo se soglasno odločili, da bomo za zbor občin in za zbor združnega dela Republiške skupščine postavili kandidate skupaj z Demosom. To je bilo takrat, seveda po tistem, kar sem jaz prej rekel, da smo v Škofji Lok podpisali tisto in da smo tudi glasovali. In takrat je bilo potem to konc tudi tistih dvomljivih, ki so hoteli zelene pelati drugam, ne, smo zmagali spet tam, da smo zeleni pristopili k Demosu. Samo to. Hvala lepa. Magister Gric. Dobro. Lejte, par stvari je danes je tak dan, da lahko kaj povemo še za osvežitev spomina, tudi zato, da ne to ostane za pač prihodne generacije, kjer jih v šolah učijo tako, da bo kmalu Kučan največji osamosvojitelj Slovenije. Ne? Prej sem že povedal v tisti njegovi izjavi, ki je manj znana kot nekatere druge, ki se bomnajo, pa mislim, da je bolj zgovorna, kajti rekel je, ne bomo jim dovolili, da bi se osamosvojili. Ne? To veliko pove, pa to je bilo par mesecev pred prvimi demokratičnimi volitvami. Kar se tiče plebiscita, plebiscit je prvi predlagal, danes bi rekel SDM, ne, se pravi podmladek SDZS-ja, potem je bil pa en tak tihi gentleman agreement, ne vem koliko ljudi je sploh za to vedlo, sem bil pa zraven, ko se je dr. Pučnik to dogovarjal in se je potem to nekako prepustilo, da je una stran to uradno vložila, zaradi tega, da bi jih pač vključili zraven. Kljub temu so oni šli s tistimi zahtevami, da se pač določi izredno visok kvorum in tako naprej. Verjetno so mislili, da ne bo dosežen, ampak kot sem rekel, narod je bil enoten. Narod je bil enoten na tako visoki ravni glede udeležbe in glede glasovanja, da tukaj ni dopuščalo pač glasovanje nobenega dvoma več. Kar se pa tiče politike, koliko naj bi bila v narekovajih enotna, pa samo to. Nekateri ključni dokumenti, vključno s tistim osamosvojitvenim proračunom, v katerem je bil denar za orožje, zato da smo se sploh lahko branili, da nismo doživeli usode tako kot Bosna, ki je ravnala naivno, potem pa to plačala s pošastno visoko ceno. Ne? Tisti dokumenti so bili sprejeti s enim samim glasom večine. To se pravi, vsakdo od teh, ki je bil pri Demosu, je lahko rečemo bil odločilen. In dokončno oblikovanje Demosa je pravzaprav nastajati začel postopno, najprej, tako kot je povedal prej dr. Rupel, s sodelovanjem 3 strank,
SDZ, SDSS pa pač SKD. Potem se je to razširilo s Kmečko zvezo in na koncu s Zelenimi ter s pristopom liberalne stranke. Šele s tem je bila dosežena ta kritična masa za te ključne odločitve. Kar se tiče volitev, ki so bile prej omenjene, verjamete, da tudi, če je na nasprotni strani uspel veliki met, ko je prepričala takrat na pogajanjih s tako imenovanimi ustavnimi amandmaji, da je potrebno ohraniti zbor združenega dela, češ da ne vem, kaj bo sicer državni udar. Oni so že vedeli, zakaj so v to prepričali. Ne boste verjeli, par tednov zatem je pa Makedonija gladko ukinila zbor združenega dela, pa seveda armada ni posredovala. Tako da tukaj je Demos nasedel kot Titanik, ampak kljub temu bi lahko imel tudi v tem zboru večino. A veste, kaj je v resnici neslo Demos? Jaz sem bil član sveta Demosa do volitev in volilnega štaba in to vem iz prve roke. Demos je nesla nedisciplina posameznih strank. Če bi, tako kot smo določili na volilnem štabu, imeli v vsakem pač kolektivu za zbor združenega dela enega kandidata, potem bi mi gladko zmagali. Kaj se je dogajalo? Posamezne stranke so dajale še svoje paralelne kandidate in zaradi tega so se desni glasovi razpršili, levičari so pa strogo uveljavljali disciplino, koncentrirali glasove na vedno samo eni osebi in so zaradi tega imeli večino v zboru združenega dela. Ta nesrečna nedisciplina, ali kakorkoli že to razumemo, je bila v resnici razlog, da so oni imeli zbor združenega dela. Piko na i k temu je pa dodal potem predsednik skupščine, ki je zavračal sklicevanje sej pač na plenumu, to se pravi vse tri zbore hkrati, in je to storil samo izjemoma. Če bi se to uveljavilo večkrat, bi Demos lahko bistveno bolj uveljavil nekatere demokratične spremembe in bi bil bistveno uspešnejši. Tako lahko rečemo, da je pravzaprav naredil dve usodni napaki. Prva je bila, da pač ni izvedel v taki ali drugačni obliki lustracije, tako kot vse druge postkomunistične države. Oni so pač obdržali vzvode realne oblasti s tem v rokah in drugi, da se je na koncu razpustil, s čimer so ljudje izgubili jasno sliko in so potem bile možne vse mogoče volilne prevare in razočaranja, ki po eni strani vplivajo na odločitve in po drugi strani na vse nižjo udeležbo na volitvah. Ampak vendarle naredil je nekaj zgodovinskega, kar je treba povedati vedno znova. Brez zmage Demosa samostojne Slovenije nikoli ne bi bilo. Pika. Mislim, da 8. januarja se ponovno vidimo, ker je toliko enih odprtih, bom rekla, front, da mogoče zdaj postavim vsakemu od vas še eno vprašanje ali pa eno misel v razmislek. Najprej bom dala besedo gospodu Peterletu. Gospodu Peterletu, zato ker je pač prišel zadnji, potem bom dala pa besedo tudi publiki. Zdaj, gospod Peterle. Ja, dve stvari k zboru združenega dela in v povezavi z lustracijo, čeprav smo v tem prostoru to že enkrat precej izčrpno obravnavali. Ampak dajmo se spomniti, ker nam bo začel spomin počasi že tudi pohajati, da glede lustracije, rekel, je zadeva večplastna. V predsedstvu Demosa ni bilo večine, da bi šli po tej poti, zaradi že pojasnenih razlogov. Menili smo takrat, da če bi dali poudarek na ta vidik ali ta programski element, bi lahko prišli, bi lahko ogrozili sam projekt osamosvojitve, ker bi lahko dobili, recimo temu po domače, peto kolono. To je ena zadeva in to tudi Oman o tem jasno piše v svojih zapiskih oziroma v knjigi ali intervjujih. Druga stvar pa, spomnimo se, kako je zbor združenega dela uporabil svojo večino oziroma svoj status, ko je hotel nekaj blokirati. In sem prepričan, da bi, namreč, ko je šlo za zakon o lastninjenju, ki ga je predlagala Demosova vlada, glede na to, kar je prej kolega Grims povedal,
Torej, ti si rekel, da Bučar ni dajal stvari na skupna glasovanja. Mi smo imeli formalno priliko, da če je en zbor odločil drugače, da smo izglasovali zadevo na skupni seji in tako se je marsikaj zgodilo. Ampak pri tem zakonu o lastninjenju pa so uporabili možnost, da niso dali zadeve sploh na dnevni red. Zato jih nismo mogli preglasovati, ker niso imeli svojega stališča. Torej, oni so finto imeli, rekel, varovalko nastavljeno in grem staviti, da če bi mi prišli, že če prišli z zakonom o vladi, jaz sem imel mali parlament v vladi, 27 ministrov, edino v Makedoniji imajo več 29, mi smo jih imeli 27, ampak smo bili kljub temu najbolj enotna vlada doslej. Če bi dali zakon o lustraciji ali zakon v vladi, recimo, da bi imel kdo idejo, da se ukine ministrstvo za borce, grem staviti, da bi stvar padla na zboru Združenega dela. Ne bi dali na dnevni red in ne bi imeli kaj preglasovati. Če bi dali lustracijo, bi bilo isto in bi se zapleteli za eno zgodbo in bi lahko pozabili, zakaj predvsem gre. Ko sva pa z Janšem predlagala zakon o lustraciji, ker drugače se tega ni dalo narediti, marsikdo je mislil, da sem jaz maršal Tito, ki to naredi, veste, tako kot on. In kot se je marsikdaj rekel, Peterle ni počistil. Povejte mi kako, pa s kom. Tako da jaz bi rad zaključil to debato pač s to razlago, da lustracijo se je dal delati samo z zakonom, ne z nekim pismom, ne s tihimi ukazi, ne z dekreti, ker nismo tako uradovali oziroma odločali. Marsičesa pa mi, kar zadeva realnih sprememb, nismo mogli, kot smo videli pri zakonu o lastninjenju, spraviti skozi, ker smo imeli blokado v sistemu nastavljeno tako, da se pač zadev ni dalo. Več pa lahko zveste tudi v knjigi predsednika Združenega dela, nekdanjega gospoda Zupančiča, o njegovi relaciji z Bučarjem, za katerega sem jaz zamudil gotovo, da je bil eden ključnih akterjev pri podiranju Demosove vlade, kar me je nekaj časa čudilo, zdaj me pa ne več. Hvala lepa. Doktor Rupel, prosim. Glejte, najprej anekdota. Spomnil me je malo prej Marjan Podobnik na to, da smo se slovenski disidenti srečevali na neki ladji na Donavi, na Dunaju, ki se imenovala Mozart. No in na tisti ladji smo se srečevali tudi z različnimi disidenti iz Hrvaške in drugih republik. In potem sem enkrat šel skupaj s Tudžmanom po Naturhistorisches Museum, smo šli na eno razstavo ali kaj že bilo. In kaj hočem povedati? Miselnost, naša miselnost kakšna je bila. Sem jaz rekel, sej, če boste delali vlado na Hrvaškem, se boste najbrž povabili v vlado tudi liberalce, Budišo, se spomnite, Gotovac, Budiša in tako naprej. Mimogrede bili so moji prijatelji Gotovac, imeniten pesnik in tako naprej. No, in je rekel Tudžman, kje pa, to pa ni govora, nobenih koalicij, nobenih drugih strank, mi bomo sami postavili vlado in tako naprej. Kaj hočem reči? Mi smo v bistvu živeli takrat v tistih časih v neki koalicijski miselnosti. Mi smo mislili, da pač skupaj spadamo, čeprav smo bili različni, in da bomo skupaj pač ustvarili tisto, kar bo treba ustvariti in na vse zadnje tudi zmagali na volitvah in tako naprej in tako naprej. Jaz se spomnim, torej, da je bil Oman, upam, da mi Marjan ne bo ugovarjal, da je bil Oman član SDZ in član izvršilnega odbora SDZ. Pa Zagožen tudi, doktor Zagožen. No in pa še nekaj drugega, dejansko, ko smo hodili po terenu, smo agitirali za druge stranke tudi, ne samo za svojo, ampak tudi za druge. In smo agitirali za neko koalicijsko miselnost. Pazite,
To ni bilo zdaj čisto, bi rekel, iztrte izvito ali pa neumno ali pa kaj svem, samo stvar džentlmenov. Ne. Demos je predstavljal praktično celo paleto politike, kakršna je bila potrebna, kakršno smo si zamislili v Sloveniji takrat. Ste imeli noter liberalce dveh sort, recimo, da je SDZ bila liberalna stranka, bili so pa tudi grozovi liberalci zraven, imeli smo socialne demokrate, jaz sem bil grozno nesrečen, ko so socialdemokrati bili izrinjeni iz levega prostora s pomočjo komunistov in tako naprej. Imeli smo socialdemokrate, imeli so krščanske demokrate in zelo močne krščanske demokrate, bi rekel še okrepljene s Kmečko zvezo oziroma poznejšo ljudsko stranko. Skratka, več kot to, jaz sem si takrat predstavljal, sploh ne rabimo. In zelene. No, se upravičujem, ja. In zelene seveda. Ne? Jaz sem si predstavljal, da prav drugega sploh ne rabimo. Zakaj smo si tako predstavljali? Zato, ker mi smo mislili, komunisti, socialisti, stari in mladi, ne? Za SMS so bili mladi socialisti, Žakl, pa Smole so bili stari socialisti. To je stvar, to so ostanki preteklosti, to se bo porazgubilo, tega ne bo več. Mi v bistvu začenjamo novo dobo v Sloveniji, ko tisto, kar je bilo nekoč, odhaja, odide, je čas, da odide in tako naprej. In prihaja ta alternativa, o kateri sem malo prej govoril. Ne? Torej, spomnim se tudi tega in to je pa ena stvar, o kateri velja razmisliti za prihodnje. Jaz se spomnim mnogo primerov v svojih kontaktih po terenu in tako naprej, so rekli ljudje, jaz ne bi bil član niti SDZ, niti SKD, niti SDZS, ampak jaz bi bil član Demosa. Še zdaj. In dejansko je nastala neka identiteta demosovca, demosovec, demosovka, to so bili tisti, ki so sicer bili v teh strankah in tako naprej, ampak je bilo še nekaj zraven ali pa nekaj nad temi strankami, to je bila pa ta naša skupna, kot sem jo imenoval, koalicijska miselnost. Glejte, kako je to pomembno. Ne? Kaj se je zgodilo leta 2004? Leta 2004 so stranke, ki so nekoč bile skupaj pri Demosu, so že spet prišle skupaj in na vse zadnje na volitvah zmagale. Brez tega, da bo ta, bi rekel, politični prostor se organiziral na podoben način, kot se je nekoč, brez tega bomo težko napredovali. Hvala lepa. Podobnik še kakšen odmev, glede na to? Ja, jaz bi predvsem to, kar je bilo zdaj parkrat omenjeno, jaz mislim, da ko proslavljamo, se spominjamo, smo ponosni ali pa tudi delno razočarani nad kakšno zadevo iz časov izpred 30 let, da je glede na to, v kakšni državi živimo, koliko neizkoriščenih priložnosti, koliko potencialov naše države, ljudi se izgublja zato, ker ne zmoremo narediti tega koraka, da postavimo tako politiko, ki bo te potencijale izkoriščala. Se mi zdi pomembno, da res poskušamo ugotoviti, kaj so stvari za ta čas, se pravi, ki se jih da iz izkušenj tistega časa uporabiti za ta čas. In jaz mislim, da moramo biti tu povsem iskreni, odkriti, odprti do sebe. Lejte, vsi smo delali tudi napake, večje ali manjše. In lih tako, kot ni dobro idealizirati, ni potrebno idealizirati. Čas slovenske pomladi, čas Demosa, čas ustanavljanja, postavitve lastne države je dovolj veličast, da ne potrebuje nobenega idealiziranja, da bi bil zapisan kot največji dogodek v zgodovini slovenstva. Po drugi strani moramo pa tako pogledati, če bi zdaj šli pisati knjige, tako kot pišemo knjige o Demosu, če bi pisali knjige, kaj smo vse grdega in slabega drug o drugem rekli v teh 30 letih, bomo pa lahko ugotovili, da ni tako čudno, da mnogi ljudje niti na volitve ne gredo, mnogi so pa mal v težavah, kako se odločiti, če gredo na volitve, in če vemo približno, kakšno imamo medijsko krajino in kakšno je to stanje, potem ni tako čudno, da vedno
novi obrazi pretežno starih sil prihajajo na površje. In zato jaz mislim tako, jaz nisem pesimist. Več je v naših rokah, kot si mislimo. Če gledate, včeraj je bil na Darsu, smo lahko gledali odločanje o drugi cevi karavanškega predora. Kakšno lepo sporočilo je bilo, nek ponudnik je znižal za 17 milijonov ponudbo, sicer kljub vsemu ni dobil ponudbe, in so novinarji teh osrednjih medijev sprašvali, kako je to mogoče. Seveda vsak osnovnošolec od 3. razreda naprej ve, kaj to pomeni. To pomeni, da je nekdo si predpostavko šel, da ima dovolj močne politične botre, da bo lahko pobral tistih dodatnih minimalno 17 milijonov v svoj žep. In natanko take stvari so se delale recimo 20 let nazaj z neko drugo ekipo, recimo gradbincev, nekaj podobnega, ki je v zdravstvu in tako naprej. Se pravi, mi imamo zelo preproste stvari. Celo na 3. programu včeraj, če je kdo gledal, je bila ena zanimiva tematika, hkrati, ko je bila mislim, da je na Novi 24 bila neka ta tematika in ni bližnjice. Jaz mislim, da moramo odkrito priznati si, ja, res, smo še vedno različni, marsikaj težkega, slabega smo drug drugemu rekli. Če bomo zgolj čakali, da bo prišla neka mlada generacija, ki bo odstranila tiste, ki živijo na tem, da koristijo stotine milijonov nekih sredstev, ki bi morale biti za razvoj Slovenije, za izkoriščenje priložnosti in jih naša nezmožnost pravega sodelovanja jim omogoča, da vedno znova zmagujejo na volitvah. Torej, če ne bomo prevzeli odgovornost na sebe, in to prav vsak izmed nas, rekel, evo, imaš svoje otroke, imaš svoje prijatelje, imaš svoje sodelavce, kar prepričuj vsak za naslednje volitve, ko bodo, prav toliko pomembno ali še bolj je, kot je bilo takrat, ker res je bila nevarnost, da ne bo, a ne kaj bi se zgodilo, kot je Branko prej rekel, če ne bi Demos zmagal. Ampak v tistih časih in tistih letih so stvari šle v neki smeri, pač v tej demokratični smeri tista leta. Če pa zdaj pogledamo, kam gre zdaj Evropa, svet, kam gremo mi, s to popolnoma nesprejemljivo politiko, ki jo imamo v državi, mi ne bomo mogli reči, nič se ni dalo storiti. Ni res. Da se storiti. Do naslednjih parlamentarnih volitev, tako je rekel, Demosovci. Glejte, Demosovci so ena skupina ljudi, kakorkoli jih že imenuješ, ki jih lahko se nagovori, vi se pa tam povešte, vi pa v te stranke. Ključno je, da je način delovanja tak, da bo čim manj glasov izgubljenih, da se med sabo vsaj javno ne bomo napadali, da tudi, če bo kdo kakšen kaj narobe rekel, vnaprej rečemo, ne bomo se javno napadali, znotraj si povejmo, imeli smo težke in trde sestanke takrat, znotraj si povejmo, javno se ne napadajmo, pa bomo na teh temeljih izpred 30 let lahko naredili tudi tisto, kar takrat nismo naredili. Hvala lepa. Ja, zdaj bi s tem v bistvu lahko že zaključila, ampak dovolite mi, ker imamo med sabo nekatere pomembne akterje. Jaz bi vsem dr. Šturma prosila, mogoče kakšna misel na temo te volilne ali pa predvolilne tekme, ki je bila izjemno trda, težka, golfiva, če hočete. Jaz bi rada čisto praktično povedala iz moje nekdanje službe, ko je gospod govoril o zboru združenega dela. Mi smo imeli zbor delavcev, in je bilo treba pripraviti kandidate za zbor. In je direktor rekel, ja, postavil tam enega in rekel, tele bodo. Meni je bila pa pravnica, pa ena manjša skupina rekla, daj ti, pa predlagaj tega pa tega, ne? In jaz dvignem roko, pravi direktor, smo se že vse zmenili. Sem rekla, prosim, da predlagam nekoga. Je naročen, pa so me prosili. Rekel, ni govora. Sem rekla, dobro, pa bom pa poklicala novinarje, pa bom povedala, kaj ste mi rekel. In je rekel, no, pa naj bo. In pa je bil naš kandidat izvoljen v zbor združenega dela. Ampak koliko jih je tako ravnali, tega pa ne vem. In zato je bila pol večina v zboru združenega dela. To je ena teh številnih zgodb, recimo, dr. Šturm je bil pa neposredno involviran res v to, štab. Tako je bilo. Tako kot
Prosim. Ja, hvala, sej o Imamo tem, mogoče kakšen mikrofon? Ja, tle, evo. Če se obrne. o tem bi kazalo kdaj drugič kaj več povedati. Danes bi pa samo na kratko nekaj pripomnil glede na sedanja razmišljanja, pravzaprav o nastanku koalicije Demos. Mogoče, če se še proti kameri Ja. vrnete, pa mikrofon Zdaj, jaz tale, ja. Mislim, da je na definitivno na odločitev koalicije Demos vplivalo tudi to, da je prišlo, Sem se obrnil. da je prišlo konec. Ja. Alo? Zdaj lepa bo. Ja, no. Pa priblizu. Ja, mislim, da je na formalno oblikovanje koalicije Demos seveda je pripomogel tudi nastanek volilne zakonodaje. Ne. Se pravi, zakon o volitvah in način volitev. Kajti vse to, kar smo zdaj slišali v povezovanju, je bilo pravzaprav odločitev za skupni nastop in skupni program in za sklenitev koalicije po volitvah. Vendar pri volitvah v enega od zborov, v zbor, družbeno-politični zbor, so seveda vse stranke nastopile samostojno. Vsaka stranka je nastopila zase in to je bilo normalno. Potem sta bila pa še dva zbora, zbor občin in zbor združenega dela. In tu pa je bila seveda smiselna odločitev imeti samo enega kandidata. In to bi bil kandidat Demosa. In to se je zgodilo pri kandidiranju v zbore občin, pri kandidiranju v zbore združenega dela, što je pa posebna zgodba, je bilo seveda to mnogo bolj zahtevno, v tem mora biti kaj več kdaj drugič. Tule imam, mislim, da je edini izvod obrazca, ki ga je bilo treba takrat izpolniti, za predlaganje skupnega kandidata za zbor občin takratne republiške skupščine. Glejte, tu je bilo treba pridobiti žige in podpise vseh 5 strank in seveda tu je tudi žig Demosa, ki je tudi prisoten. To je bil takrat pogoj za vložitev skupne kandidature in bil samo en kandidat. In volitve so bile takrat po večinskem sistemu. To je omogočilo dejansko zmago Demosa. Če bi šli na to, da bodo pač sklenili koalicijo, zanesljivo koalicijo po volitvah, bi pa na volitvah, denimo v zbor občin nastopili vsaka stranka s svojim kandidatom, to ne bi prineslo rezultatov. Vendar je bila to zmagovita kombinacija, ki je kasneje tudi veliko pomenila pri lokalnih volitvah, ker je tudi bilo v takratne zbore krajevne skupnosti, je bil tudi večinski sistem. To je recimo prineslo tudi zmago v Ljubljani in v številnih drugih občinah, kjer je takrat Demos tudi na lokalni ravni prevzel oblast. Hvala lepa. Tole lahko vam dam v ogled, prosim, če mi potem vrnete, vam vsem, mislim, da je to edini izvod, ga bom pa seveda potem, ko ga bomo ustrezno skenirali in fotokopirali, dali tudi Hvala lepa. Mogoče še gospodu Tomažiču kakšno besedo, glede na to, da je izdal eno imenitno knjigo in da je našel v svojem arhivu tudi sporazum podpisan. No, ta sporazum v original imam tule sabo, bom ga veselem potem pokazal vsakmu, kdo hoče, ga lahko vidi. To je res prav originalni dokument, pa vam ga bom pokazal potem, da bo pa to videti. Magajna. Še gospod Magajna bi nekaj povedal. Dela, mogoče pa dela. Ja. Hvala, lep pozdrav. No, meni je zelo veseli, verjetno tudi zgodovinarje, da po 30 letih na dan prihajajo dokumenti. Bolno rečeno, da je bilo zgubljeno. Jaz sem rekel Antonu, jaz imam doma sigurno, ja, najdi, pa je pa on prej najdel. Tako da so, kot vem, so 3 originali še obstojajo. Enega ima Rosvita Pesek, enega ti, enega pa jaz. Jaz sem ga dal. Pa sta pa sem 2. Jaz sem jo 2 originala. Zdaj, zakaj ste se zgubila?
je pa zanimivo te imena, ne? Zakaj smo imeli mi zelo stroga pravila. Veliko ste dobivali v tistem podrumu Strnenova 8, res je bila bolj žalost, čeprav je bilo fino eno spominsko ploščo dati, ne? Glede, povem, kako smo bili skromni. In je bila bojazen, da bomo takratni socialdemokratski, jaz sem bil podpredsednik stranke, da bomo imeli večino, ne, že po terenski premoči. Po drugi strani je bila pa bojazen tudi do Slovenske demokratske zveze. Vi ste bili pa tako močni, ne, intelektualno. In zdaj, če bi oni še imeli par kandidatov, bi nas verjetno preveč prepričali v svojo smer. Mi smo striktno določili po 2 iz vsake stranke. Dmijo, ne, krščanski demokrati, treba le povedati ta imena. Lojze Peterle, gospod Franc Miklavčič, je tudi podpisan. Socialdemokratska zveza Slovenije, meni je žal, gospod Rupel, da se je ta ime podaril komunistom, oni so šampanc odpirali takrat, leta 1923. Ja, da so dobili, se so skozi sanjali, da bojo oni socialdemokrati, ne. Potem je bil pa še Slovenska demokratska zveza, tu pa ni gospod Rupel, ne, je bil pa podpisnik gospod Hubert Požarnik, pa Rajko Pirnat. Tako da mi smo imeli zelo to striktno določen, imeli smo pa tudi take neformalne sestanke in tista slika, znamenita Stojkova, v bistvu z enega tazga sestanka, to ni bilo 4. decembra. Tam je tudi Katja Boh, pa še drugi, tudi ta tajnik, ki ga je omenil, Plahutnik, ki ga je, ki ni noben udbovc, ampak je Plahutnik razkril udbovsko celico, ste pa vi, tudi ti, spregledali Tita Torenška. Zanimivo, ne? Pa smo vas opozarjali. Opozarjali smo vas, ja, ne, Torenšek ne pomaga, on nas zastonj vozi, pa tudi diskete je vzel, Tomšiču je vzel, ki so se zgubili se z nami, ne pri Plahutniku. Torenšek je delal v Delti. In je rekel Francetu, dej to meni, 1000 prvih članov je bilo, dej to meni, da moja tajnica to pretipkala. Kam je nesel, ne vemo, tretjino je pa manjkal pol članov. Zakaj so to časa pretipkavali, ne vem, se to se kopira, ne. Ampak France je imel original shranjen, tako da smo rekonstruirali, ne. Tako da je bilo zelo težko prepoznati infiltrirance, posebno, ker infiltriranci so bili šolani, ne. Nudili so nam zastojn, to, tret, tudi prepis članstva so nam nudili zastojna, veste. To je neverjetno. Tako, je pa zdaj, ki se pojavljajo nove dokumenti, se pa ponavljajo tudi nove osebe, ki jih prej ni bilo. Žal moram reči, pa da zdaj spet peremo pa se med sabo, pa da smo nečimerni. Matjaž Šinkelc se je zadnjič proglasil, da je bil član predsedstva Demosa, pa ni bil na nobenem sestanku. Pa da je on avtor imena Demos, to vam je že sama razčistila, ne. Pa je pa rekel, ja, sej si res ti predlagal, Andrej, ampak jaz sem ti pa prišepnil. Pa ne najde tisto. Ne najde tisto. Ne vem, ki snemo ali kako, ne vem. Takole, moramo biti, ne smemo biti načimerni, moramo biti pa korektni. To pa absolutno. In sreči imamo te papirje, da se da to rekonstruirati, tako kot je bilo. Hvala lepa. Preden dam vsakemu od vas eno zaključno misel, no še doktor Šturm bo še aha, tale papir je, to je potrebno spraviti. Ena kratka replika. Ja, eno anekdoto glede tega, kar je doktor Šturm povedal za zbor občin. V Škofji Lok moram reči, da se pač niso stranke držale in smo imeli 3 kandidate v Demosu. Ta zadnji večer smo predlagali oziroma smo se pogovarjali, kdo bo. Mene ni bilo tam. 3 drugi so bili. Ampak na drugi strani, ko smo zvedeli, da je LDS dal Gabra, so se vsi 3 ustrašili, so rekli, ne, odstopili so tik pred zdajci, jaz sem moral pa do polnoči dati to na volilno komisijo. In moram reči, da sem bil brez brižice se tam pogovarjal s tajnico in naenkrat mi prav Franci, posluš, nobenega kandidata nima v zbor, koga ne. Sliko pa zapiš mene. In me je zapisala in sem šel. In ko sem prišel domov, drugi dan je bilo že v časopisu v Gorencu, prav žena, prav, kaj ti se greš politiko. Jaz sem imel dobro služil. Sem v kakšno politiko, prav se si zapisan. In sem tako, potem sem se pa zavedal, da sem v politiko padel.
No, in tako sem bil tudi izvoljen. In sem bil, so bila s Gabrom skupaj, seveda na kandidatnih listi in tudi prej na konvencijah, ki smo imeli takrat po zboru krajevnih skupnosti. Tako da je bilo kar dobro, no. Sem veliko šole dobil takrat o politiki in sem se znajdel in zato sem se tudi postavljal po robu tem zelenim. Bom pa nekaj dodal, če smem, na kratko. Na kratko. Dajmo začeti ne zdaj parlamentarizirati, ampak treba je začeti pri mladih. Nekaj povem, jaz imam 2 profesorja tudi v hiši. Veste, pri mladini je tako apatična, zdaj groza, ampak z napako, treba se iz stranke tiste, ki ste na oblasti, da se zavzemate za učitelje. Poglejte, na Hrvaškem so hoteli zdaj zvišati plače, so rekli, ne, nam dajte veljavo oziroma vrednote, ki smo jih imeli učitelji. Danes je učitelj brez vrednot. Ga lahko vsak učenec plune in mu stopka mršte. In teh vrednote smo dobili. Ko bomo to dali gor in bomo začeli otroke vzgajati, da je učitelj več kot on, zdaj je pa več učenc, pa še starši, ki pridejo v šolo. Bomo to vzgodili, bomo pa znali vzgajati. Ne pa z vrha dol. Mi smo že vzgojeni, nas ne bo noben vzgajati. Še magister Grims, kratka replika. Prosim, magister Grims. Samo kratka replika, gospod Plahut, ki je omenil Turnška, da ga nismo spregledali, morda ga kdo res ni, ampak jaz sem ga zagotovo, kaj ti to lahko dokažem. Še v arhivu SDSS smo zdaj, oziroma sedanje SDS, smo celo našli to pismo v originalu. Iz Kranja smo poslali poseben protest, jaz sem podpisan, da proti stališčem, nastopom in temu, kar je počel Tit Turnšek znotraj naše stranke. In to pismo se je ohranilo, tako da vsekakor, kar se Turnška tiče, sem si bil na jasnem takrat in tudi danes točno isto mislim kot takrat. Žal mi je samo, da se je take ljudi veliko predolgo gledalo znotraj Demosa. In zaradi tega Demos, kot rečeno, ni bil toliko učinkovit in nekaterih stvari, ki bi jih moral, ni tako uspešno opravil, kot bi jih lahko. Hvala lepa. Čeprav razumem, imamo še eno intervencijo iz publike, potem pa res zaključna misel za vas vse. Prosim. Aleksandar Hojnik, jaz bi sama rada preprečila eno krivico. No? Preprečila bi rada eno krivico. Nismo omenili sivih panterjev. Dejansko tudi oni so pristopili o grozovih liberalcih, smo nekaj rekli, čeprav škoda, ki jih danes ni tukaj, ker vemo, da nekateri poslanci njihovi so bili zelo odmevni, medtem, ka sivih panterjev pa sploh nismo omenili. No, da ne bi kakšno krivico naredili, samo to. Bili so zdraven. Sicer šele od marca 90, ampak zdraven so bili. Ja, hvala lepa. Hvala lepa tudi vam. Zelo na hitro, gospod Feltrin, en stavek, prosim. Ste že. Doktor Rupel, izvolite, zaključna misel. Mogoče bom pa tako rekla, kako si predstavljate politični jutri v luči te Demosove dediščine? Politični? Jutri. Ja, kot imam pol ure ali 3/4. Vi ste že ogromno napisal, tako da vam ne bomo zamerali, če boste zelo kratek. Za druge pa to lahko izziv. Jaz mislim, da prav ni treba nič dodati temu, kar je bilo danes že rečeno. Miselnost Demosa je treba na nek način obuditi. Najbrž niti ni treba tega imena uporabljati, lahko se uporabljajo kakšna druga imena, ampak nečesa se je pa treba ob tem zavedati. Slovenska družba je vendarle v neki, bi rekel, neki veliki zadregi, v neki veliki zagati. Jaz gledam zdaj recimo primer, ki ni tako zelo pomemben, ampak se mi zdi, da je indikativen. Glejte pisma bralcev. Glejte avtorje člankov, ki se podpisujejo član odbora Srb ali pa urednik glasila Rdeči veter. Pazite, to je ena skupina ljudi. Včasih pravimo, to so strici iz ozadja, pa tako naprej. Ti, ki se oglašajo in ki so v javnosti tudi, niso strici iz ozadja. Strici iz ozadja so anonimni, ampak to je njihov, kaj da rečem, jurišni odred. In ta jurišni odred
napada, poleg tega, da napada SDS, Janšo, pa Demos, pa kapitalizem, pa Ameriko, pa mene, pa torej hvali tele državnega toživca, tegale Fischerja, pa Maslešo, pa hvali. Njihov veliki idol je Danilo Türk, da si bomo na jasnem. In veliki idol je tudi general Lipič. To so ljudje, ki nastopajo proti demokraciji, proti takovani desnici, kot jo oni imenujejo, nastopajo v imenu, oni rečejo, komunizem, kaj pa je to slabega? To je njihov stav. Kaj pa je to slabega, komunizem? Zakaj pa napadate komunizem? Te komunizem je sjajna reč. Skratka, neka miselnost, ki je pa kilometre, vesoljne razdalje, svetlobna leta oddaljena od tega, kar mi danes tukaj govorimo. Ampak seveda, ti ljudje se organizirajo, so dobro organizirani, imajo neko posebno strukturo, prej sem rekel jurišni odredi, v ozadju so pa seveda vse te razna omrežja in strici iz ozadja in tako naprej. Zdaj, jaz imen ne bom imenoval, ker, kaj pa vem. Ampak tega bi se morali zavedati in seveda se oglašati dosledno v vseh trenutkih, ko se oglašajo torej ti ljudje, ki nas peljejo izven Evrope, ki nas peljejo izven NATO, ki sovražijo Ameriko, kapitalizem, zahodno civilizacijo, kulturo in tako naprej. Hvala lepa. Magister Grims, zaključna misel. Glejte, včasih smo morda bili nekoliko celo naivni, pa marsikdaj smo razumeli, kaj jaz vem, celo pojme levo, desno, drugače kot danes. Ampak šlo je za vrednote. To je poanta Demosa. Da se povezujejo ljudje, ki jih družijo skupne vrednote, ki jih druži prizadevanje, da gre za stvar, za Slovenijo, da gre za več kot samo za osebne kariere, za več kot samo za oblast. Da se vrnemo k temu, kar je bil v Demosu državniški naboj. Ko bomo to dosegli, je zgodba silno enostavna in nauk tega je prav Demos in v bistvu je isti nauk Demosa, kot ga ima recimo Poljska, ki nam je lahko za zgled. Kako je Poljska dosegla popolno zmago na volitvah na demokratični strani in je izrinila vse stare sile s sodelovanjem desne strani. To je zgodba Demosa, kot jo vidimo danes, to je zgodba, ki bi jo morali v taki ali drugačni obliki biti sposobni ponoviti skupaj. Se pravi, povezovanje, sodelovanje desne strani, s tem se ustvari jasna slika, jasna alternativa in to je pot do zmage na volitvah. Hvala lepa. Ja. Bodimo ponosni, upravičeno smo lahko ponosni na ta čas izpred 30 let. Demos je vodil najpomembnejši projekt v zgodovini slovenstva, zato je pomembno, da se znamo ob teh dogodkih biti ponosni in se veseliti, kot piše v knjigi knjig, veselimo se z veselimi, bodimo žalostnimi, razumemo ljudi. V Sloveniji tudi danes je veliko dobrega, veliko pozitivnega. Včasih je treba jeti kam proti jugu, proti vzhodu, pa bomo videli, da smo tako mi in tisti, ki smo sodelovali zaslužni in tudi drugi, tudi iz druge politične strani, tudi iz leve strani so mnoga pozitivna prizadevanja bila. Moramo iskati tiste posameznike, ki so levičari, pa so pozitivno naravnani, kajti samo tako normalne družbe prosperirajo tam, kjer je možnost priti do take skupne zgodbe. Po drugi strani moramo pa imeti odprte oči. Danes vidimo, da lezemo ponekod dobesedno v policijsko državo, onemogočanje sklica Sveta za nacionalno varnost, nekatere stvari, ki se dogajajo na področju pravosodja in tako naprej, stvar, ki jo moramo jati skrajno resno. Predvsem bi pa še enkrat ponovil, ne napadajmo se, sodelujmo. Hvala. Hvala lepa in še zadnji gospod Peterle. Jaz sem vesel, da smo takrat razumeli čas, da smo ga izkoristili,
Bistvo je, da smo stopili skupaj. Bistvo je, da nismo podlegli pritiskom. Jaz prej nisem govoril, ampak sem se potem spomnil, recimo v Kranju je iniciatorja stranke Slovenskih krščanskih demokratov oziroma njegovo ženo, ki je prišla pravkar iz porodnišnice, ne, je poklical tako en rdeči eskadron in je rekel, povejte možu, kaj se bo zgodilo. Ne. Mislim, mi smo malo že pozabili to, ampak nekatere ljudi so zastrašvali z zelo močnimi grožnjami. Jaz nisem veliko v javnosti govoril, kaj se je, kako so moje starše klicali, še potem, ko sem bil predsednik vlade, so bile grožnje, kdo bo koga obesil, pa kdo bo koga ustrelil. Ne. Tako da, pustimo to. Današnji čas je zelo drugačen, tudi ko razmišljamo o tem, kaj je bil Demos ali kaj bi lahko še bil. Glejte, mi danes nam pol Demosa manjka, če tako rečem. Ne? Mi nimamo levega dela Demosa, kot smo ga imeli takrat, mi imamo gnečo na demokratskem terenu, oziroma 3 stranke so Evropski ljudski stranki, oni naslov je šel bivši partiji, zeleni, ki so bili takrat prvič v Evropi v vladi, jih ni kot parlamentarne stranke. Ne? Tako da jaz mislim, da brez neke tovrstne rekonstrukcije, če tako rečem, ne moramo sestaviti zgodbe, tudi ne tako, kot smo jo tamle 2-4. Vmes se nam je zgodila erozija državotvornosti, bi s temu rekel. Lejte, kakšen cilj je nas povezoval leta 89, 90, 91. Ne? Danes tovrstnih ciljev ni, ne? In se državo izkorišča za neke interese, ki so manjši od državnega. Smisel za skupno dobro, mislim, je pošel. In še to, leta 90 ali 89 je bila slika zelo jasna. Takrat smo se pogovarjali, da gremo na boljše, če tako rečem. Danes je svetovni problem resnice, kaj je res. Ne? Danes imamo čist druge probleme. Slika je veliko bolj nepregledna. Takrat se je vedeli, kdo je sovražnik. Ne? Danes ne vemo, ali pa eni mislijo, da vejo. Ne? Skratka, jaz mislim, da smo v precej drugačni situaciji, predvsem pa ni takega duha. A srečate koga, ki še kaj pričakuje? Ali pa ki bi, mislim, gotovo jih srečujemo, vsaj tu zbrani bi rekel, smo še taki, ampak jaz sem glih kar z Bruslja prišel, ne? In vidim razliko, ne? Ker tam pač srečuješ samo ljudi, ki imajo projekt, ki imajo cilj pred sabo, ki želijo nekaj doseči, ne? Pristanem doma, vidim drugo sliko, ne? Se včasih imamo tisto, da se gibljem skozi nek mrtev prostor, ne? Ki ne vem, kako bi ga lahko užival. Ampak končam s tem, Demos je pokazal, kako se da, če se hoče. Če je cilj tako močan, da poveže ljudi, ne? In ko bomo definirali cilj, bomo našli tudi pot in jaz upam, da bom to še doživel. Hvala lepa vsem za vaše dragocene prispevke. Jaz verjamem, da marsikdo od vas bi zdaj še kaj rad povedal, ampak žal nas pač čas priganja in bomo počasi zaključili in jaz bi res prosila, dajmo se še velikokrat dobiti in veliko pogovarjati, predvsem pa vas prosim, gospodje in gospe, dajte pisati. To, kar je zapisano, ostane in če ne boste pisali svojih spominov, tudi teh drobnih zgodb, bom rekla, to je tako pomembno za naše zanamce, te generacije, ki bodo prišle in za nas zgodovinarje in zgodovinarje, ki pridajo. Zato vas še enkrat prosim, gledajte, kakšne lepe zglede imamo. Demos na Kamniškem, čudovita knjiga, jo verjetno poznate. Vsako mesto bi moralo imeti nekaj podobnega in 30 let po nastanku Demosa imamo mi en zelo reven fond literature na to temo, tako da obljubite mi, da boste pisali. Bomo. Super. Samo še to bi rekla, no, da res iskrena hvala tudi vam, ki ste zdržali toliko časa in res, da zavežem ta ležakelj, če bom rekla, naj ta duh sodelovanja, povezovanja, ta duh slovenske politične pomladi, ta Demosov duh res ostane med nami in za nami. Hvala lepa.
Gospod Hojs bo pa zaključil. Jaz se hvala z besedo. Jaz se najprej vsem panelistom, voditeljici res iskreno zahvaljujem. Naj napovem, da bomo v tem prostoru v sredini januarja pa tam nekje pripravili tudi razstavo ob 30-letnici Demosa, torej z nekimi kaširanimi dokumenti. Kar nekaj stvari se je najdel, ki se do zdaj ni vedel, da so, pa jih bomo objavili. Imamo pa še eno presenečenje, verjetno bomo tudi mi nekakšno zadevo v kratkem izdali, kot veste, smo izdali že belo knjigo, izdali smo Vojno za Slovenijo, tudi za 30-letnico Demosa se spodobi, da nekaj izdamo, to pa sledi v januarju. Takrat ste tudi vsi lepo vabljeni v te prostore. Hvala vsem, ki ste prišli in lahko.